Pozdravljeni. V tokratnem izobraževanju na daljavo podajam nekaj pravil, pa tudi namigov o poslovnem telefonskem komuniciranju od doma. Morda ste pred enim tednom ali 14 dnevi, ko se je začel ta drugačen način dela, pomislili, saj tega pa ne bom zmogla. Danes pa verjetno že marsikaj obvladate, se morda ob tem celo zabavate, ko se učite in tudi ko že vidite sadove tega svojega drugačnega načina dela. Zato namesto uvoda za spodbudo misel Henryja Forda, ki je rekel: če misliš, da zmoreš, ali če misliš, da ne zmoreš, v vsakem primeru imaš prav. Ker si se seveda tako odločil in tudi s tem delom na daljavo, z delom od doma je tako. Torej, kaj je tisto, kar je izjemno pri tem pomembno? Telefon je že tako in tako v poslovnem okolju pomembno orodje, sedaj pa postaja še pomembnejše. Pravzaprav je eno od dveh najpomembnejših komunikacijskih orodij pri delu od doma. No, in na kaj moramo biti pri tem pozorni, kaj vse moramo upoštevati. Na eni strani je torej te verige komunikacijske telefonske je klicatelj, na drugi strani je klicani, vmes je to sporočilo, ki med enim in drugim poteka. Tu gre največkrat za dvogovor, torej za dialog, in kako pripravimo, očistimo to komunikacijsko pot, je zelo pomembno. Kajti kar naenkrat je postala pisarna naš dom, kako bomo pri tem učinkoviti, kako ustrezno bomo to pripravili, je seveda odvisno tudi od pogojev, ki jih doma imamo. Poiščimo miren kotiček v svojem stanovanju oziroma hiši in izločimo vse moteče dejavnike, kot so televizija, radio, morebitno ropotanje iz kakšnega prostora, na primer iz kuhinje. Zaprimo okna, takrat, ko se pogovarjamo, če so šumi zunaj, tako da nas vse to resnično ne bo motilo. Kdaj kličemo? To so zdaj res posebne okoliščine, ko delamo od doma, zato je tudi bonton časa klicanja nekoliko drugačen kot sicer, kadar smo v pisarni. Zato te posebne okoliščine res imejmo v mislih, kar pomeni, da ne kličemo pred 9. uro zjutraj. Zakaj? Zato, ker moramo vedeti, da človek, ki ga kličemo, ponavadi torej ne živi sam, živi svojo družino, in kot vemo, smo danes res vsi doma, torej tudi otroci, imamo nekoliko drugačen dnevni ritual in življenjski ritem in bi bilo prej res prehitro. Sicer ta ura 9 velja tudi za poslovno okolje, ker delamo različno. Začnemo ob različnih urah in resnično prej ne kličemo, razen izjemoma. Potem tista zadnja ura je nekako 2 popoldne, se pravi ob 14. uri še, potem pa že raje ne več, ker ljudje spet prehajajo v neko drugo obdobje svojega dne. S tem, da zdaj, ko kličemo nekoga, ki dela od doma, pazimo tudi na tiste vmesne ure, predvsem tam sredi dneva, ko predvidevamo, da je čas kosila, ko ima družina kosilo, pa tudi takrat ne motimo. Sicer je tako, da klicatelj, tudi če tega ne upošteva, je pa klicani tisti, ki v nekih takih razmerah oziroma v takih trenutkih se pač ne bo oglasil, ampak bo klic vrnil. Torej, če smo mi tisti, ki kličemo, smo v prednosti v tem smislu, da si res vse že vnaprej lahko pripravimo. Torej, prej smo rekli, gremo v nek del svojega stanovanja, hiše, kjer bomo imeli mir in nas nihče ne bo motil. Pri roki na dosegu imamo tudi papir in pisalo, če si bo treba kaj zapisati, seveda tudi računalnik, pa vendarle bonton telefonskega komuniciranja pravi, da razen v izjemnih primerih si teh zaznamkov, recimo uradnih zaznamkov, pa tudi vsega ostalega, teh zabeležk, ne pišemo neposredno v računalnik, ampak na roke, ker je to, ko tipkamo, lahko za tega na drugi strani moteče. Seveda so izjeme primeri, ko nekaj neposredno vnašamo v neke obrazce in gre to takoj naprej. Na dosegu imejmo tudi vse
dokumente in ostalo, kar predvidevamo, da bomo ob tem poslovnem telefonskem pogovoru potrebovali. Seveda se moramo na temo dobro pripraviti, ne da se potem vmes še lovimo, ampak se tega lotimo tudi iz tega vsebinskega zornega kota zares odgovorno. No, in če smo mi tisti, ki kličemo, je pomemben že začetek. Seveda imamo v mislih, kdo je oseba, ki jo kličemo. Če je to naš sodelavec, naša sodelavka, seveda drugače, vemo, da ima shranjeno naše ime in je ta uradni protokolarni del krajši oziroma ga niti morda ni. Če pa je to tako imenovano eksterno telefonsko komuniciranje, kličemo nekoga, ki ga niti ne poznamo, ali je to naš poslovni partner, zunanji sodelavec, se ustrezno predstavimo, jasno, razločno z imenom in priimkom in povemo tudi, od kod seveda kličemo. Med pogovorom smo, ker gre seveda za dialog, za izmenjavo govorjenja in poslušanja, torej ne glede na to, ali smo klicatelj ali klicani, vedno pozorni poslušalci, takrat, ko pač poslušamo. Torej, poslušamo aktivno, kar pomeni, da smo osredinjeni na pogovor, da ne glede na to, da zdaj delamo od doma in poteka tudi telefonski poslovni pogovor od doma, ne delamo hkrati še nečesa drugega. Ne dajemo v pralni stroj perila, ga tudi ne obešamo, ne kuhamo, ampak smo res samo tukaj in zdaj z našim sogovornikom. Pri tem pa izkazujemo aktivno poslušanje, tako kot sicer na splošno v telefonskem pogovoru, tudi z nekimi, rečemo jim medklici, ki dajo temu na drugi strani, ki govori, hkrati sporočila, da smo še z njim, da ga res poslušamo. Kateri so ti medklici? Kakšni medmeti? Ali morda kratka pritrdila, komentarji v smislu zanimivo, res, drži, a tako. Seveda, da se razumemo, ne pomeni, da ves čas te medklice dajemo in da so torej tako zelo pogosti in ne vse naenkrat, ampak tu in tam pa se na ta način javimo, ker pri tej sodobni tehnologiji se hitro res zgodi, da zgubimo sogovornika s tem, ko se samo malo preveč dotaknemo s telefonskim aparatom, recimo svojega obraza. In medtem, ko se pogovarjamo, ko poslušamo, pa tudi potem, ko imamo vlogo govorca, smo pozorni tudi na to, da v svoje besedilo tu in tam vnesemo ime oziroma ime in priimek tega sogovornika, kajti tudi to izraža aktivno poslušanje in osredinjenost. Da torej rečemo, torej kot ste rekli, gospod Novak, je to tako in tako. Se pravi, da tu in tam v pogovoru vnesemo v svoje besedilo tudi ime in priimek našega sogovornika. Naj opozorim še na nekaj nejev pri tem poslovnem telefonskem komuniciranju. Eno od pravil je, da res pokličemo samo enkrat, kajti sodobna tehnologija na teh telefonih omogoča, da se izpiše, zabeleži ime in priimek oziroma telefonska številka in če se ni oseba javila, torej ta, ki jo kličemo, nas bo, če pozna bonton, tako in tako poklicala kasneje nazaj, torej ko bo lahko nam bo klic tudi vrnila. Tako da je to, da bi klicali 3-krat, 4-krat popolnoma odveč. V izjemnih primerih, ko se res mudi, je nekaj zelo pomembno, oseba se pa ne oglasi in pošljemo to kratko, tako imenovano SMS sporočilo in to je zanjo dodaten signal, da nas res čim prej, ko lahko tudi pokliče, torej nam vrne klic. Potem, kaj še zelo moteče? Vklopljanje zvočnika. Torej, doma je pa to še toliko bolj pomembno. Zvočnika na telefonu, ko se z nekom pogovarjamo, ne vklopimo, pa tudi, če smo sami in nikogar drugega ni okoli nas v tem prostoru, kjer smo. To je moteče, lahko odmeva, to je seveda povezano tudi z obliko in velikostjo prostora, pa tudi neetično, še posebej, če bi bil v prostoru še kdo. Izjemoma to naredimo, kadar recimo se pogovarjamo z nekom, ki dela od doma, mi smo pa v pisarni, pa da ne bi prenašali sporočila 2-krat, 3-krat, pa ga pri tem morda še kaj izkrivili, ne hote.
lahko damo, torej vklopimo zvočnik, vendar ob tem tej osebi na drugi strani to tudi povemo, jo ob tem obvestimo in na nek način vprašamo tudi za dovoljenje. Ne pogovarjamo se med gibanjem po prostoru, se ne sprehajamo iz sobe v sobo, medtem ko se pogovarjamo, kajti tudi to je moteče, se lahko celo čuti, kaj šele, da bi, ne vem, če živimo v hiši, hodili po stopnicah, še ta zadihanost, skratka smo pri miru in ta telefon z vso resnostjo in odgovornostjo, pa tudi profesionalnostjo opravimo. Še nekaj načel in namigov z področja bontona, torej pri poslovnem telefonskem pogovoru je izjemno pomembno spoštovanje, ko sem klicatelj ali ko sem klicani, torej spoštovanje sogovornika, ne glede na to, je to sodelavec, je nadrejeni, podrejeni, je to nekdo, ki je odzunaj, z vso resnostjo, veliko mero tudi odgovornosti se tega pogovora lotimo, smo pri tem vljudni, prijazni, že pri vljudni recimo se ustrezno predstavimo, se na koncu zahvalimo s tisto neko dobro željo, ponavadi pogovor tudi zaključimo, pri tem pa moramo paziti še posebej v teh razmerah, v katerih zdaj se nahajamo in delamo, da ni odvečnega pogovora preveč, da torej ni in uvod in zaključek povezan z razmerami, v katerih se nahajamo, govorimo o teh stvareh, ker potem se izgubi jedro telefonskega pogovora, pa tudi preveč je tega tako imenovanega balasta. Ja, odvisno, kdo je na drugi strani, kako se z njim poznamo, morda že v kakšnem odnosu smo, lahko beseda ali dve vljudno, kako je, ne pa da bi potem na dolgo in široko razpredali o tem. No in za zaključek še o varnosti, glede na to, kot sem že rekla, v kakšnih razmerah smo in kakšna pravila, priporočila, pa tudi obveznosti sedaj imamo in pri tem pazimo, ker se veliko več pogovarjamo po telefonu, da toliko bolj skrbimo tudi za higieno našega telefonskega aparata, seveda za higieno sebe, umivanje, razkuževanje rok, pa tudi aparata, ga tu in tam oziroma glede na potrebe tudi razkužimo, očistimo in pa, ker res zdaj delamo doma, kjer je zbrana cela družina, kar lahko pomeni 3-članska, 5-članska ali še več, morda celo 2 generaciji skupaj ali več, da strogo ločimo poslovno od zasebnega in da tudi telefon ni na dosegu rok otrok, da se ga ne dotikajo in da poskušamo kljub temu, da je tu zasebno in javno prepleteno, vendarle narediti neko ločnico med enim in drugim. Skratka, kar nekaj pravil, pa vendarle verjamem, da bomo tudi to zmogli, da bomo vsi skupaj iz razmer, v katerih smo išli bogatejši za novo izkušnjo, ki nas bo prav tako nekaj naučila in jo bomo lahko vzeli s seboj v prihodnost kot dobro popotnico. Vse dobro in uspešno delo vam želim.